Lepo pozdravljeni. V adventnem času predstavljamo zgodbe srčnih ljudi, ki so vredne posnemanja. V tokratni oddaji prikazujemo in predstavljamo skupino Bejšče Vejdeš. Z nami sta gospoda Miran Žitko in gospod Marjan Škvarč, tudi župnik v Pivki in še nekaterih krajih. Več bomo izvedeli v pogovoru. Za začetek pa gospod Miran Žitko, upam, da sem prav povedala, Bejšče Vejdeš. Kaj je to? Kakšna skupina je to? No, povedali ste prav. To je skupina, pa da najprej razjasnimo, kaj je to Bejšče Vejdeš. To je po primorsko. Drugače pa to pomeni pobegni, če lahko. No in moram reči, da mi ne bežimo pred problemi, ampak da bežijo problemi pred nami. To je skupina prijateljev, lokalcev tam v radiju enih 10 kilometrov, ki znamo tudi nekaj s svojimi rokami narediti. Tudi kar precej denarja se nabere od ljudi, ki nas skozi leta poznajo in nas podpirajo, tako da dejansko vsako leto izvedemo eno akcijo doma in eno akcijo v tujini, dobrodelno. Torej akcije, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da dejansko fizično pridemo na objekt, pa ne se bo v Sloveniji ali v tujini, in s svojimi rokami tisti objekt, ponavadi je to streha, postavimo pod streho. Torej, v kakšnem primeru vi pridete? Moram reči, da v Sloveniji je bilo več tega. Od potresov, toče, poplave, požari. V tujini pa so to v glavnem strehe na bolnicah, na šolah. V glavnem se gre za objekte, v katerih pol služijo otrokom. No. Torej, gospod Marjan Škvarč, povejte, zdaj vi ste župnik. Kje točno? V Pivki, zdaj imam pa še Šmihev, pa Košano, Zahorje, Trnje, s tem, da imam tam so še gospodje, so duhovniki v pokoju in tako še delajo, funkcionirajo. Pa jaz nekaj skrbim skoraj za celo občino Pivško, ne v bistvu. Ne. Ja, ampak kaj počne župnik v tej skupini, ki popravlja strehe? Jaz sem eden od teh prijateljev, član te skupine, in ko sem prišel v Pivko, so prišli k meni, so me vprašali, če poznam kakšno družino, ki je potrebna, da se ji streho popravi, da je v stiski, in tako se je začelo to naše sodelovanje, ki zdaj teče že 25 let. In začeli ste pri katerih strehah? Kako se je v bistvu to začelo? Zdaj, oni so že prej delali, mislim, da ta prva je bila Drežniške ravni. Ravne, ja. Ravne, ja. Ki To je bil popotresna. Popotresna. V bistvu streha, no. Ja. V eni družini. Tako se je začelo. In potem je bilo kar nekaj akcij v Sloveniji. No, na kar bo Marjan povedal, kako je bila dejansko se začela naša prva akcija v tujini, ne? Ja, takrat so za peto. Ja, 2007. Ja. Peta obletnico te delovanja skupine, tu neformalna skupina prijateljev, ki pač se zmenijo, bomo naredili nekaj. Nismo registrirali. Ja. Ja. So rekli, da bi šli pa lahko tudi v tujino, ne? Da če poznam kakšno, jaz sem pa dosti delal že prej z misijoni, sem bil povezan, in je bil takrat na dopustu doma Pavle Bajc in smo šli do njega in smo se zmenili, da gremo na Slonokoščeno obalo in naredimo tam objekt, streho, na objektu, ki je on že pripravljal in delal. Ne. Pavle Bajc to predvideva nek duhovnik? Ali? Pavle Bajc je duhovnik, ja. Koprske škofije, ki deluje na Slonokoščeni obali že pa 40 let, koliko, ne vem. In smo šli dol potem na Slonokoščeno obalo k njemu. Je bila prva akcija v tujini. No, takrat naprej vsako leto poiščemo enega misionarja, ali pa tudi ne, smo delali pri budistih, pri hindujcih, smo delali vse mogoče stvari smo že
ne po celem svetu. Dobro, gospod Žitko, vi ste zdaj upokojeni, ne? Ja. Ampak doma imate mizarstvo, ali kako ste Ja, tudi zdaj- to povezano s tem vašim dobrodelnim delom? Ja, to tradicijo zdaj nadaljuje sin, pač jaz sem se upokojil. V mladih letih sem jaz dejansko začel z strehami, z cimpermanstvom, kakor pri nas rečemo. Ampak potem z leti prideš mičkeno ven z forme in sem se lotil pa tišlarije, kakor pri nas rečemo. Tako da sem potlej dejansko 30 let kruh služil z izdelavo pohištva. Sicer pa to, Cimperman, vi ste tesarji na nek način, ne? Ja, jaz sem v bistvu po poklicu sem lesni tehnik. Ja. Priučen tesar, ker oče se s tem ukvarjal in pač pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Začel sem s tem, ja. Tudi 4 leta sem bil zaposlen na podjetju Javor. No in potem sem pa začel na svojo roko to dejansko. No, on je mojster, ne? Ja. Cimperman, to pomeni mojster. Ja. To se pravi streha, ostrešje, ne? Ja. Se zloži v njegovi glavi in potem mi nekje prehajamo zravno, kar kdo lahko pomaga, dela, ampak Torej vi postavite špirovce, ne? Drugi pa potem podajajo opeke. Kako je to to videti? se zgodi Ja. v njegovi glavi in potem 2 dni, ko pridemo, recimo zdaj smo bili v Turčiji, ne, smo Ja. 2 dni, je tu on neki in še par drugih prijateljev, možakov, ne, se tu samo miri, riše, neki tam skače okoli, ne, mi smo pospravljali, čistili in tako, ampak in tudi ti Turki, tam delavci so vsi mislili, se ne bo nič iz tega, ne, kaj se tu dogaja. Potem pa se začne zlagati kot kocke, ne, in on z motorko zarezuje in tu pada, ne. No, to je pisana druščina je tle, ne. Ja, povejte nam kaj več o tej skupini, pa res zanima nas, ne, ker je to zgodba, s katero želimo motivirati druge. Ja. Zakaj ste sploh začeli? Kaj vas je motiviralo pred toliko leti? Stvar je v tem, da smo bili še mladi, je vsak nekaj je počel, nekaj je zidal, eden delavnico, drugi hišo, tretji garažo. In smo nekje se tale kompanija, eden drug mi je pomagal, ne. Tega zdaj ni več, ne. Tega mi rečemo udarniško. Ja. Tega zdaj ni več. Da postaviš ploščo do plošče. No in pol dobesedno drežnice, ki so se zgodile, smo rekli, pa zakaj ne bi mi, ne denar, ampak zakaj ne bi šli mi konkretno nekaj narediti. No in to je, mislim, da je edina taka skupina, ne samo v Sloveniji, tudi širše, ki dejansko fizično zbere denar in fizično denar tudi odnese za potrebo bodisi nabave orodja, bodisi materijala in še s svojimi rokami to delo naredijo in dokončajo. To se pravi, recimo ta skupina najprej zbere denar. Ja, ne? seveda. Ja. Ja. Koliko vas je v tej skupini? To niha, ne, ker zdaj to se gre za dejansko 12, 14, tudi 17 dni, ne, to zdaj vsak ne more iti. In nas je tam, Indija nas je bilo samo 8, zdaj nas je bilo pa tudi že Kosovo, nas je bilo 19. Niha, zdaj odvisno od same razdalje in dolžine tega, se pravi časa, ki ga potrebujemo za tale objekt postaviti. No, ampak če začnemo s temi drežniške ravne, Ja. pred toliko leti takrat ste začeli, kako ste takrat zbrali denar in koliko denarja ste takrat zbrali? No, moram reči, da takrat nismo zbirali denarja, ampak je bilo v bistvu samo naše delo. Denar, ne vem, če Karitas ali... Mislim, da pa tudi material so darovali. Ja, določene firme so celo les darovale. Tako da potem smo mi začeli dejansko s prvo akcijo v tujini, smo šli v to nabirko. To je bilo z 2 strani prihajalo. Po eni strani smo zbirali sponzorje, po drugi strani smo pa organizirali vsako leto Miklavžev dobrodelni koncert. Tam se je kar nekaj denarja nabralo, s tem, da pogoj je bil ta, da vsak nastopajoči se honorarju odpove, ne? Ker če ne, delaš lik za nastopajoče. Ne? A ta dobrodelni koncert, to je v Pivki?
Pivki, ja. Zdaj nimamo več te. Ne. Prej, nazaj. Pol velik sponzor naš je občina Pivka, moram reči. Občina Pivka za vsako akcijo nameni. Moram pohvaliti res župana Roberta Smrdela, ki se tega tiče, res je dobrosrčen. No. No in potem, recimo, zdaj večkrat smo že omenili ta tujina. Jaz mislim, da imamo pripravljenih kar nekaj slik, pa bomo slike, ki so v ozadju, tudi mogoče komentirali. Tole je kaj? Drežniška runi. To je ta prvi projekt. Ja. Tako. Takole je bilo videti, ne, tem ljudem. Ne, pa niso drežniška. Ne. Aha. Ne. Dobro, se bodo slike vrtele, pa bomo pogledali, mogoče tudi tujino, ne, sigurno bo prišla na vrsto tudi tujina. Tudi ne, tista pa ni, ne vem. To je Kirgizija. To je Kirgizija. Tako. Torej, vi greste, rimsko-katoliška cerkev. Ne, to je Slonokoščena. Slonokoščena. No, Zdaj, skratka, ne vidim, ne. v redu, pustimo. Pa še za nami se vrtijo te slike, ki so iz vaše spletne strani. Ne, to je Uganda. To je Uganda, ja. Povejte nam zdaj, kako je s to tujino, gospod Škvarč, vi kot župnik. Torej, vi dobite nek seznam potrebnih, ali kako je s tem? Odvisno. Jaz sem ves čas v stiku tudi z misionarji in tako naprej. In ko pridemo do ene, ko jaz najdem neko potrebo, potem predstavim to potrebo fantom, možem. To je Indija. In če se potem strinjajo, če vidimo, da je to izvedljivo za nas, potem sprejmemo in jaz ta prvi kontakt takrat vzpostavim, potem pa predam mojstrom, ki se peljejo pa potem tehnično izvedbo. Tu se pripravlja projekt celo leto. To se pravi, vi potem ste rekli te objekte, javne objekte, kako bi rekli temu, šole, bolnišnice, na tem delate vi? Če se le da, smo da je nekaj povezano z otroci, za otroke. In potem jaz tu dam te kontakte naprej in potem se oni med sabo, imamo arhitekta, Iztok Čančula, potem imamo vse mogoče informatiki, računalničarji. So vse stroke zravno ti možje, in oni prevzamejo potem tehnično pogovor, kaj je treba, ene objekte smo tudi narisali, je arhitekt celo narisal, smo štartali iz nule. Druge je treba samo specifikacijo materiala in mire in celo leto to počasi teče. Zdaj, problem je včasih komunikacija, če so naši misionarji na drugi strani, če so govornik naš misionar, potem je stvar, rečemo, dokaj enostavna. No, vidimo tu Pedro Opeka, tudi z njim ste sodelovali. Pedro Opeka je pa, mi smo bili pri Janezu Mescu na Madagaskarju. V povezavi z to radiohnišča sobotno, pustno oddajo? Postno akcijo. Oni so zbrali za izgradnjo, mi smo pa obljubili cimpr in kritino. To je bilo. In ko smo se pogovarjali, so Mirani rekel, dobro, gremo na Madagaskar, ampak Pedro Opeki bi jaz rad stisnil roko. To bo eden od pogojev. Temu človeku bi jaz rad stisnil roko in smo imeli to res veselje, čast, da smo se ustavili. Dobro, naštejte nam zdaj te tuje objekte, ki ste jih tako mogoče malce sem gledala, Indija, Kosovo, Nepal in tako naprej, kar velik je, Kazahstan, malce če na pamet naštejete, kaj vse ste zgradili. Se gremo lahko po vrsti. Izvolite. Slonokoščena obala, pa je bil Vietnam. Kaj točno ste na Slonokoščeni obali zgradili? Šola. Vietnam. Vietnam bo bolnica. Pa je bil Peru, tam je bila tudi šola, ne? Peru, ja. Kirgizija je bil center za prizadete otroke. Pri Isikul, ne? Isikul, ja. Jezero. Pa je bil pa, kaj je bilo, Kosovo? Kosovo za eno družino. Ne, Uganda. Uganda je bila šola. Pa je bilo Kosovo. Kosovo za družino. Pa je bila Indija.
Indija smo delili šolo pri tem dr. Sujit, dr. Sujit, ki ima tam center za indijske žene in otroke. Tudi cel projekt ima Hindujc. Pa je bil Andamani. Andamani smo delali tudi. To je bilo pa, no, to je Vietnam. Tam smo tudi delali na tisti. No in vidim, imata lepe suknjiče Turčija, ne? Kaj je bilo pa v Turčiji? Pa socialni center smo delali, to smo zdaj prišli nazaj. Zdaj nazadnje. Mesec nazaj, ja. Smo bili pri Načkofu, Martinu. Smo mu v Koni za tisto majhno skupnost kristjanov, tam je 2.300.000 ljudi. In je majhna skupnost kristjanov in za tisto skupnost smo naredili potem en center za njihovo zbiranje in hkrati, da imajo potem možnost tudi delovati karkoli. So imeli begunce iz Sirije, so imeli, zdaj ni več tega, imajo pa študente iz Afrike, ki prihajajo potem tja in imajo tam eno prostor za srečevanje. No, seveda nas Lepa zgodba. zanima tudi Slovenija, ne? Seveda tudi v Sloveniji imamo veliko pomoči potrebnih. Povejte nam kaj več o teh slovenskih projektih. Recimo konkretno, ker smo prišli iz Vietnama, smo imeli kar 2 domači akciji. Mislim, da je bil en požar v sosednji vasi tam, ne, Ja. v Petelinjah. Petelinjah. In na Sveti Trojici cerkev. Ja. Ja. Potem Šempeter, pri Novi Gorici, tam je bila toča. Toča stokla streho in smo spet eni ženi pomagali. Sela pri Dobovi je pogorela streha. Tam pri Črnomlju je toča sesula, ne? Tudi, ja. V Kosezah, tle pri Ilirski Bistrici, to je bilo lani, je bila tale tsunami. Tornado. Tornado. Je sem lejlo streho. Ja. Letos smo imeli, je enemu pogorela komplet delavnica na spet v sosednji vasi. To je bila domača akcija. Vseh se niti ne spomnim. Pa lože pri Vipavi smo tudi eno streho. Mi se bližamo številki 30, no, kar se tiče objektov. Ja, tako. No, to je res zgleden primer, ne? Kaj bi se moralo zgoditi, da bi bilo takih akcij več, da bi bile še druge skupine po Sloveniji? Tu bo problem, niti ni problem s skupinami, problem je z ljudmi. Ki v Sloveniji kamorkoli prideš, ne boš videl nobenega soseda zraven. Ne soseda, nobenega vaščana. To je neka vrsta slovenska, prav ne vem, kaj bi rekel, nevošljivost oziroma po naše fušarija. Tako da, ne vem, tako kot sem prej povedal, je problem tudi danes, včasih so se plošče zalivali vse udarniško. Danes, če ni firme, jo ne bo zaliv, ne. Ampak vi pa naredite to brezplačno, ne? Ja, seveda. Vsak. Zdaj, Ja. čim manj fantazirati. Če je neka potreba, se mi odločimo. Zdaj lahko presojaš, ali je tu, ali še kakšen drugi bolj potreben, ali bi bilo to, lahko presojaš v nedogled. Mi se odločimo, tu bomo naredili, pridemo, naredimo in gremo. In to je to. In tisto je narejeno, ne. V Petrini, ki je bil potres, smo mi preko tam s pomočjo Caritas našli eno družinco in zdaj, glede na to, kar je bilo porušeno, ni tisti objekt res ni nič vse skupaj. Dobro, mi smo delili tam 10 dni, prinesli svoje sredstva, pokrili material in naredili. Zdaj, tam tista družinca tam živi. So bili objekti zraven okoli, tudi niso bili. Ampak dejansko danes, po kolikih letih? Tu je zdaj 4 leta. 5, več. Ja, COVID je bil. Je sam tista družinca ima streho pokrito. Ja. Drugi pa še ne. Drugo ne bi nič narejeno. Ne? In zdaj, če bi to v COVID-a 4 leta. teh poplavah na tak način se to delalo, da enemu narediš in tisti ne.
In pri poplavah ste tudi Ne, sodelovali? to nismo. Ja, železniki. Prej, Pri tistih Ne, prejšnjih. tukaj ne, ker smo imeli pa mi ta tornado v Ilirski Bistrici. Ampak povejte nam, kako je to mogoče izbrati toliko ljudi, teh vaših sodelavcev, dejansko imajo vsi čas, kdo jim financira potem to pot v Indijo? Vi ste praktično pol sveta prepotovali. To sem te povedal, da to je prav specifika te skupine, da vsak evro, ki se nabere, gre dejansko v ta namen, za katero se to nabira. Vsak svoj prosti cajt in stroške potovanja in nekje tudi bivanja, krije sam. In mrska še reče, ja, jaz bi tudi šel, ne? Ja, ni problema, makar mu poveš ta način, ga mine, pol ne, konc smo končali. Vidi, da to ni izlet, ne? Se pravi, vse, kar je zbrano, kar ljudje dajo fizično, potem pustimo tam. In to je to. Vsak si sam svoje stroške krije sam. Ne? Ja. Vas je že kdo posnemal, je kdo želel narediti kaj takega, ali to ni šlo drugje v Sloveniji? Omenili ste to sosedsko nevoščljivost. Jaz ne poznam, ker to sem povedal. Problem je, ker poveš, da vsak krije sam. Mogoče z cajtom bi še šlo, ne? Da vzame vsak svoj dopust, ampak ker rečeš, da treba dati 2 jurja za karto avionsko, pol je pa konc. Ne? Pa za bivanje tudi, ne? Tudi bivate. Nekje moram reči, da se domačini uvežejo, da kar se tiče bivanja in prehranjevanja, sicer skromno, ne? Poskrbijo oni. Torej, kdo izbere te slovenske uporabnike, da tako rečem, ker če pri tujih sodeluje Karitas pa župnišče, slovenske pa izbere kdo? Zdaj, če je tam v okolici, ne? Če je tam v okolici, je odziv takojšen, ne? Nekomu. Ja, Zdaj v Seze, Petelinjah. recimo, so sosednja občina, ne? Ja. Brč je sosednja vas. V Petelinjah isto. je horelo, so bili gasilci še na strehi, so oni že mirili, ne? So že mirili. Gorelo je v petek, ne? Petek zjutraj je zagorelo, v soboto so gasilci še čistili, v nedeljo je bila streha pokrita. Je bila streha pokrita, ne? Ampak tudi tam je najbrž več ljudi, ali samo ena hiša? Je več potrebnih ali je samo ena? Tam je bila samo ena hiša. To je lažje potem izbrati. In je potem, dobro, so tudi vaščani, tu šlo vsa, ampak vodili so pa oni, ne? Akcijo, ne? Organizacijo in vse. In zdaj, če nekdo prevzame Cimper, pol drugo te grobe, težke stvari in zakomplicirane. Cimper ni enostavna zadeva, ne? On je majster starega kova. Tu sem tudi prej hotel poudariti. Starega kova. In Cimper narediti ni tako enostavno. Danes se dela tu stroji, CNC in tako se reže in to je vreden, je. Ampak če je Cimper enkrat narejen, potem se že nekako deske nabije in kritino, tu se da, ne. Ampak te grobe stvari, da so enkrat narejene, je to ogromno. Ja. In vi dobite potem ta material, ravno tako ga kupite. Ga nihče ne donira, ne. Recimo špirovce, les ali pa opeko. Pri nas je zdaj tam v okolici je tu različno, ne. Pristopijo potem različni, ki donirajo vse, ne. Se to eno z drugim, ne. Je polno dobre volje in tako, ne. Zdaj, če gremo v neko vas, v drugi konec Slovenije, je drugače, ne. Ja, kako je tam? Na Štajerskem, recimo. Ali na Gorenjskem. Zdaj recimo v sela pri Dobovi so, mislim, da so zbrali tam domačini za les, ne. Moram še nekaj povedati, da slovenske akcije se načeloma denar ne zbira, ampak je samo naše delo. Ki ga donirate. Tako. Ja. Ne? Tujina pa tako, kot sem povedal. Ja. Ne? Kdo pa material tukaj potem pribavi? Ja, različno je. V Sloveniji? Recimo Petelinje, to smo prej se pogovarjali, to so vaščani, je vsak dal eno smreko. Les so si sposodili, pa so pa vozili, vsak je pripeljal, tako da so pokrili. Tako da različno. Ne? Ja, in kakšna je reakcija ljudi?
Kakšna je bila v Sloveniji, ko ste začeli, kakšna je danes? Ta skupina je razmeroma nepoznana, jaz še nisem slišala. Ja, zato, ker naš cilj ni, da bi nas bi ljudje poznali, ampak nam je cilj, da nekomu pomagamo oziroma da ga dejansko rešimo. In zato naš cilj ni zdaj, da se bomo promovirali, ker tega dejansko ne rabimo. Sej pol mrska še reče, ja, pa se tudi jaz imam garažo za prekriti. Ja, mislim, to ni to, ne. To se pravi, vas ljudje ne poiščejo, vi poiščete ljudi. Tako. Ja. Tako. Tudi zdaj, ko se pojavimo kje v medijih, me potem kdo mi piše, pa to ne, imam streho mi propada in to rad bi zapustil nekim svojim, ne, sem v potrebi, ne vem, ne gre za to. Mi, če je neka stiska za družino, lahko zbobnem jaz, prosim ekipo, da jim predstavim in potem gremo in naredimo. Ne pa, da bi prekrivali kar. Strehe. Tudi če je potreba in stiska, ampak ni to kar tako. Ne. Kakšen je potem odziv ljudi, ki jim pomagate? Ja, to v prvi vrsti moram reči, da meni osebno, pa tudi fantom, ker se pogovarjamo in v teh letih se tudi fajn poznamo, je to v bistvu polnjenje enih tvojih baterij, ne. To je v prvi vrsti, ne. S tem občutek, da si nekomu nekaj dobrega naredil in jaz sem dostikrat že rekel, da roka, ki daje, je dosti bolj srečna od one roke, ko prejema in v prvi vrsti je to, v drugi vrsti je pa ljudje so neizmerno srečni in hvaležni. Pa še bolj bi bili, če ne bi sosed fovš, ne. Pa kako veste, da je sosed nevoščljiv? Če ga ni niti zdraven, če sam firnik, sam zavesa tako dela, ja, pa veš, da nekaj ne štima, ne. A to ne v enem kraju. Smo bili v enem kraju, se ni važno, kje sosed ni pustil letve dati gor za na streho, da bi cego gor vozili. Pa smo ga na neko foro smo ga prepričali. Pa veste, kje smo. Ja. To se pravi, ne bo veliko posnemovalcev tega lepega modela sosedske pomoči. Če se skrivnosti v tem, da je treba narediti takoj. Takoj in narediti in končati in to je to. In pole pustiti stvari, bi, ne bi, če bi, kako bi, ali pa ne. Ena stvar se reši in to je to. Ja, ne moreš ti res sveta, ne. Ne moreš res sveta. Če ne kapljica v morja pa je, ne. Eno stvar pa lahko naredimo in to je to. No, omenimo, da ste prejeli tudi kar nekaj nagrad, nekaj sem jih napisala. Plaketa občine Pivka leta 2017, nominacija za naziv Dobrotnik leta 2013, osebnost meseca decembra 2011 in nominacija za osebnost Primorske prav tako 2012, potem Ona ali on 2009. Katera od nagrad vam največ pomeni? Kaj pa vem? Mislim, to sem prej povedal. Mi ne delamo za to in se niti ne promoviramo. Pač lepo je, da ti nekdo pokaže, da si na pravi poti. To je za nas samo še ena dodatna spodbuda, da delamo prav. In da bomo s tem še počeli. Ne? Največ nam pomeni, se boš strinjal z mano, zdaj smo bili v Koni, ko smo končali, je potem gospod Načkov se nam za mizo smo sedeli, se tako malo slovesno zahvalil, rekel, hvala, nam to neskončno pomeni, ne to, kar ste naredili, ampak to, da ste nam dali občutek, da nismo sami. In to je to. Ja. Tu smo bili, tu so možaki, ne možaki, ki so, niso neke tako pobožne ovčice moji, ampak so možaki, so divji. Neke vrsti Martini Krpani, lahko rekli, ja. Je bilo ravno z teh krajev, ja. Tiho. Je bilo tiho in wow. In smo vsi čutili, ne, da je to. Ne? Dobro. Za konec vprašanje, vaši načrti za naprej, kaj si želite, gospod Žitko? Jaz si želim, da ne bi več nobenem potreben, ne, naše pomoči, ampak vem, da to tako ne bo. Zdaj v Sloveniji pač
kar se bo pokazalo zdaj za letos, mislim, da smo nekako, saj smo tudi na koncu leta, ampak za drugo leto, nekaj že pripravljamo, ampak ni še toliko, da bi lahko tle zdaj povedal, kaj in kako. Slovenija pa, kar se bo pojavila, kakšna taka, ne? Upam, da ne, ampak Torej je kakšen telefon, kjer vas ljudje dobijo? na vse na spletni strani. Na spletni strani. Je vse. Bejš, če veš. Ujdeš. Aha, če ujdeš. Tako. No. Ja. Gospod Škvarč? Tako, se pogovarjamo z misionarji tudi, ne, in je pa tako, da smo tudi malo izbirčni, ne. Smo izbirčni, nagremo vse povsod, kamor je treba, kamor bi kdo želel, ampak se pomenimo s fanti, ali je to izvedljivo za nas, ali ni, ali ne. Bistvo je, da hočemo nekaj narediti, da naredimo eno malenkost in da je potem stvar končana. Ja, in če lahko še dopolnim, bistvo je to, da vsi objekti, ki smo jih naredili, živijo. Ne? Da ne bo šola, ne bo bolnica, je živa. Ni to smo naredili, pa pol čez par let pogledaš, pa vse razpada. To je tudi bistvo, mislim. No, krasen zaključek. Hvala lepa, ker sta predstavila to vašo zanimivo zgodbo. Vam želimo vse dobro, spoštovane gledalke in gledalci, vam pa blagoslovljen Božič in srečno novo leto.